18. vzporednik. Sporazum med ZDA in Iranom je podpisan, za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Izraelski minister za nacionalno varnost pravi, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili v spopadih s Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Veliko besed, mnogo žrtev, ogromno interpretacij in negotovosti. Za pomoč pri razumevanju razmer v tem informacijskem kaosu pa se danes obračamo na dopisnico RTV Slovenija z Bližnjega vzhoda. Karmen Švegelj, lepo pozdravljena. Najprej me zanima, kako so novico o sporazumu sprejeli v Iranu, kako drugje v regiji. V Izraelu denimo se zdi, kakor da z dogovorom ni zadovoljen nihče. Dobar dan. Ja, res je. Dogovor je tako, da v regiji so mnenja deljena. V Iranu lahko rečem, da so nekoliko skeptični, če se bo dogovor obdržal. Veliko ljudi meni, da vsakič, ko so bili blizu dogovoru, ko so potekala pogajanja, so potem izbruhnili spopadi in med navadnim prebivalstvom, če tako rečem, ki spremljajo večinoma iranske medije, je nekaj skepse. Torej. Seveda pa si ljudje želijo, da se vojna konča. V zalivskih državah, ki so v minulih mesecih bile tudi tarče iranskih napadov, so si nekoliko oddahnili, niso zadovoljni z rezultatom vojne, v kateri lahko rečemo, da Iran izhaja močnejši. So pa zadovoljni torej, da se bodo napadi končali z brezpilotniki raketami, želijo znova izvažati nafto in seveda pritegniti investitorje, tujce, ki prihajajo v te države, od njih je odvisno gospodarstvo. In pa potem Izrael, kot si že omenil, kjer se res zdi, da nihče ni zadovoljen. Ne moramo reči, da samo Netanjahu je tisti, ki ni zadovoljen, ampak dejansko celotna opozicija. Zanimivo pa je, da zato krivijo Netanjahuja, češ, da se on ni dobro dogovoril s Trumpom, nihče si pa ne upa zares Trumpa kritizirati. Tukaj so v Izraelu vendarle previdni, da vedo, da potrebujejo Trumpa na kakršenkoli način že in si ne upajo zares kritizirati njegovega dogovora, temveč bolj to jezo znašajo nad Netanjahujem, češ, da se ni dobro izpogajal, da ni dosegel tega, kar je obljubljal, in je postalo tukaj velika notranje politična tema, kjer je zanimivo, da se vsi nekako strinjajo, da je slabo, ampak se pa kregajo, kdo je kriv, da je do tega prišlo. Kakor običajno za teme povezane z ameriškim predsednikom tudi ta sporazum spremlja precej pompoznosti, ampak vendarle se zdi, da je na nek način več neznanega kot pa znanega ob tem dogovoru Irana in ZDA o končanju vojne. Kaj vse prinaša sporazum in morda bolj pomembno, česa niti omenjane? Ja, mislim, da je mogoče ameriški predsednik, ne glede na to, da govori, kako res dober dogovor je to, precej v zadregi. To smo lahko morda videli že včeraj pri tem podpisu, ko je bil nekoliko zadržan, ko je dejal, da mu ni bilo lahko. In tudi samo dejstvo, da so to podpisali elektronsko, pravzaprav po noči v Versajski palači, da ni bilo tega stiska rok v Švici, ne, kjer bi v bistvu nekako pokazali ta konec, ta simboličen stisk roke in podpis, črnilo na papirju, če tako rečem, katerega še vedno nekako bolj verjamemo, se mi zdi, ali pa javnost, ne. Ampak so želeli to nekako skoraj da skriti, če tako rečem, ne, da ni preveč pompa. Trump je videl, da ta sporazum ni sprejet z nek zelo dobro, če tako rečemo, v Združenih državah Amerike, da je veliko kritikov tudi med njegovimi privrženci, ljudi z republikanske stranke. Slišali smo lahko, da v dogovoru ni pravzaprav ničesar, to navlja tega, da Iran se ne bo dokopal do jedrske bombe, ni jasno napisano, kako bo Iran se znebil tega obogatenega urana. Potem smo videli senator Lindsey Graham, ki je bil še veliko bolj slikovit, najbolj ga je očitno zbodel ta domnevni fond, $300 milijard za obnovo Irana. Tukaj sem rekla domnevni, ker v bistvu ameriški predsednik pravi, da gre
za tuja podjetja, ki bodo v ta fond investirala. Zdaj, če pa preberemo ta člen, pa vidimo, da so vendarle Združene države tiste, ki so odgovorne za to, da bo denar v tem fondu. In Lindsey Graham je slikovito dejal, da če pogledamo ta načrt, vidimo, da je kot da bi po drugi svetovni vojni obnavljali Nemčijo, torej Maršalov plan, ampak tako, da bi tam nacisti še vedno bili na oblasti. Namreč Trump se nekako spreneveda, da imamo zdaj nekak drug režim v Iranu in to preprosto ni res. V Iranu imamo isti režim, morda druge ljudi, seveda tisti, ki so bili ubiti, jih ni več, ampak isti režim, isto islamsko republiko. Veliko kritikov pa pravi, da morda še celo nekoliko bolj radikalno. Tako da danes se v resnici pogajajo o tem, kar je pred vojno že bilo, ne? Prosta plovba čez Hormuško ožino. Iran se je že pred vojno nekako odpovedal jedrskemu orožju oziroma je vedno ustrajal, da si ne prizadeva za jedrsko orožje, tukaj se ni nič spremenilo. Tako da pogajanja potekajo za to, da bi dosegli nazaj status quo, če smo čisto odkriti. Kar se sporazuma in uresničljivosti tega sporazuma, ki si ga zdaj nekoliko razdelala, tiče, glede na nezadovoljstvo v Izraelu, ki sva ga že omenjala, ki je prisotno po vsem političnem in varnostnem spektru, kako uresničljiv je ta sporazum? Ja, kot smo lahko že danes in pa po noči videli, seveda, Izrael še vedno napada cilje v Libanonu, ustraja, da je to njegova pravica, da se tako bori za lastno varnost, da ima torej razloge. Zato Iran na drugi strani ustraja, da je to jasno zapisano, da je del mirovnega dogovora tudi mir v Libanonu, umik izraelskih sil, konec okupacije. In to sta dve diametralno nasprotni stališči. Veliko vprašanje, ali bo lahko zdaj Trump nadzoroval Netanjahuja, ga bo lahko prisilil k temu. In tukaj seveda Trump in Netanjahu se v marsičem strinjate, v marsičem pa se tudi ne. In tukaj Trump je dejal, Izrael bi moral malce popustiti, ne more uničevati celotnih stavb, razumemo pa, da nekoliko vendarle mora nadzorovati Hezbolah. Težko je reči, kaj se bo zgodilo, koliko bo na eni strani Izrael popustil in koliko na drugi strani bo Iran toleranten do tega, da v resnici to ne bo tisto čisto pravo premirje. Izrael se bo zelo verjetno delno umaknil iz juga Libanona, ne pa povsem. To je pač ta modus operandi, ki ni omejen samo na Netanjahuja. Dejstvo pa je, da je tudi Netanjahu pred volitvami, ki bodo potekali jeseni, in do takrat mora nekaj pokazati. Ta sporazum z Iranom je gotovo negativna točka. Želel je kandidirati tako, da bi pokazal se, kako dobre odnose ima s Trumpom. Plakati so bili že natisnjeni, ponekod celo polepljeni, zdaj jih bodo sneli, ker ti odnosi niso tako strašno topli. In Libanon je nekako tista zadnja stvar, ki jo ima. In mislim, da bo ustrajal nekako pri tem, da so pa vsaj v Libanonu nekaj dosegli. Tako da tukaj gre za politiko, gre za neke varnostne interese, ampak znova, opozicija tukaj vendarle ima zelo podobno stališče, da Libanon, da Hezbolah je problem. Ko omenjaš Netanjahuja in volitve usodne, morda, ki se bližajo, vsaj zanj, kaj dejansko je zanj na kocki na teh volitvah? Ja, zanj je veliko na kocki. Tukaj ne gre zgolj za politično preživetje, gre za njegovo zapuščino. Na eni strani je tudi sam dejal, da je vso svojo politično kariero nekako posvetil temu, da bi stabiliziral, da bi obvaroval Izrael in da je Iran bil tista njegova glavna točka, ves čas, s katero se je ukvarjal. To mu na koncu ni uspelo, je treba reči. Druga stvar, ki pa so seveda ti sodni procesi proti njemu, korupcija, zloraba pooblastil, vse to še vedno teče. Večkrat mu je bilo ponujeno, da bi se nekako spravil, da bi torej ti procesi bili umaknjeni oziroma bi delno priznal krivdo, v zameno za to bi se umaknil iz političnega življenja. Nikoli se s tem ni strinjal. Nikoli teh ponudb ni sprejel, potem je pritisk delal celo ameriški predsednik Trump in to na izraelsko sodstvo in predsednika Herzoga, naj
pomilosti Netanjahuja, tudi to se ni zgodilo, kajti pomilosti ga lahko samo takrat, ko on prizna krivdo, on pa ne želi krivde priznati. Tako da tudi, če bi ga želel pomilostiti, ga pravno, formalno seveda ne more. Netanjahu pa je tudi na zadnji tiskovki vztrajal, da se podaja na volitve in da namerava zmagati. Mislim, da je to tokrat težje kot kadarkoli prej. Večina poznavalcev, javno mnenje nakazuje na to, da bo te volitve izgubil, ampak v Izraelu se lahko še marsikaj v 3 mesecih zgodi. Videli smo Netanjahuja tudi slaviti na volitvah oziroma sestaviti koalicijo, tudi ko mu je zelo slabo kazalo, ne. Tako da 100% ga ne moremo odpisati, lahko pa rečem, da smo najbližje temu, kadarkoli smo bili do zdaj. Denimo, da Netanjahu izgubi volitve, Karmen, kaj bi se zares spremenilo v Izraelu? Mislim, da bi Izrael lahko začel neke nove odnose na eni strani z Evropsko unijo, ki bi to postavila na nek status quo, torej odnose pred 7. oktobrom, pred vojno v Gazi in bi se nekako lahko na vse to, kar se je dogajalo v zadnjih 2-3 letih, pozabilo. In Evropska unija si želi, da je ne bi bilo potrebno se ukvarjati s sankcijami, se prepirati okrog tega, kjer imajo države vendarle različna stališča o trgovinskem sporazumu, o vseh teh zahtevah, ki jih recimo Španija, Irska, nekatere države imajo, druge pa jim nasprotujejo. Če bi prišlo do novega vodstva, bi pač to bilo mogoče nekako pozabiti na te stvari, bil bi nek reset z odnosi z Združenimi državami Amerike, ne pričakovati je, da po vmesnih volitvah v Ameriki bo Trump precej oslabljen, torej se v Izraelu že nekako pripravljajo na to, da bo na predsednika po Trumpu, za katerega verjamejo, da bodo morali znova si pridobiti zaupanje, namreč podpora med republikanci, seveda pa tudi demokrati, predvsem demokrati v Ameriki, Izraelu pada, tako da to je tisti izziv. Novo vodstvo samo po sebi morda ne bo toliko drugačno, kot sem že dejala glede Irana, Libanona. Povsod se v bistvu strinjajo izraelska opozicija, koalicija. Največ možnosti v tem trenutku je, da bi premier postal Bennett, bil je nekoč desna roka Netanjahuja, potem sta se skregala, je naredil svojo stranko, je politik, ki nima rok umazanih s kakimi korupcijskimi aferami, denar si je sam zaslužil in bi lahko nekako začel s točke nič. Je pa tudi sam prihaja z desnega političnega pola. Tako da če govorimo o, ne vem, palestinski državi, mirovnem sporazumu, mislim, da smo od tega daleč oddaljeni. Govorimo pa o neki zmernejši politiki, kjer bi morda lahko izključili te skrajno nacionalistične sile, torej naseljence, ki so postali vedno glasnejši, ki resnično netijo hude nemire na Zahodnem bregu, ti so postali neznosni v zadnjih mesecih in to je, mislim, da vprašanje za prihodnost, predvsem to, kaj se dogaja na Zahodnem bregu in če bi ti ljudje ne bili več v vladi, zdaj so ključni podporniki Netanjahuja, potem bi Bennett z neko drugo sredinsko koalicijo z Lapidom in nekaterimi drugimi ljudmi, Eisenkotom, Gancom in tako naprej, ljudi, ki so precej zmernejši, lahko vodil drugačno politiko, precej zmernejšo politiko od tega, kar smo vajeni v tem trenutku. Tudi Izraelci so utrujeni od vojn, ampak to še ne pomeni, da bi to bila politika, ki bi prinesla dolgoročno rešitev za izraelsko-palestinski konflikt. Ko omenjaš te člane izraelskih oblasti, dele izraelskih oblasti, izraelski minister za nacionalno varnost pravi zdaj, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili v spopadih s Hezbolakom ubiti 4 izraelski vojaki. Prebivalce Libanona so že prej pozvali, da naj se še ne vračajo na jug. Za konec tega najnega pogovora, Karmen, vprašanje, se bodo lahko kdaj vrnili prebivalci Libanona na jug? Koliko jih je moralo zapustiti svoje domove v zadnjem obdobju in kako je to vplivalo nasploh na razmere v Libanonu? Libanon je v krizi že veliko časa in razmere tam so izjemno zapletene. Več kot 1 milijon ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Zdaj tisti, ki živijo do reke Litani, mislim, da se bodo kmalu lahko vrnili domov. Treba je sicer poudariti, da so nekatera območja povsem uničena. Tisti, ki so živeli v neposredni bližini Izraela, torej na tem tako imenovanem tamponskem varnostnem območju, kjer so še vedno prisotni izraelski vojaki, pa bodo morali
morali počakati precej dlje. Ob tem je treba reči, da na številnih teh območjih, blizu meje teh vasi, ljudje so že dolgo časa nazaj zapustili te vasi, ker so nemiri bili ves čas tam. Tudi Hezbolah je ta območja prevzel, ni bilo gospodarstva, ni bilo prihodnosti. Večinoma so starejši tam živeli, mlade družine so se preselile bolj v notranjost države. Tako da tja se bodo lahko vračali verjetno, ampak še nekaj časa bo trajalo. Mislim, da bo Izrael vztrajal kar nekaj časa pri tem ožjem varnostnem pasu, 5 kilometrov širokem, in na to območje bo se težko še tako kmalu vrniti. Zdaj, Libanon je v zapletenih razmerah. Na eni strani imamo Hezbolah, imamo Izrael. Seveda ljudje trpijo pod bombami, ampak ni pa malo ljudi, ki tudi krivdo vsaj delno pripisujejo Hezbolahu. To je vendarle treba poudariti. Sunitsko prebivalstvo, krščansko prebivalstvo je sito tega, da je država povlečena v vojno z nekaj, kar ni strateški interes Libanona. Torej, da se ali so povlečeni v vojno zaradi Gaze, Palestine, ali so povlečeni v vojno zaradi Irana, medtem ko pa seveda Libanon za to nima več vlaga, Saudska Arabija se ga izogiba, ljudje, Libanonci, diaspora je ogromna, ljudje imajo veliko denarja, ki ga želijo vlagati v Libanon, to ne počnejo, ker se bojijo, da bo vse uničeno, seveda, če bodo še naprej spopadi. Mnogi se ne bojijo tudi državljanske vojne med Hezbolahom, ki naj bi se odpovedal orožju, pa tega noče storiti, in pa na drugi strani vojsko, v kateri so vsaj do nedavnega prevladovali suniti, in pa krščanskimi milicami, tako da tukaj je veliko strahu, da bi se nasilje v Libanonu lahko razplamtelo zelo hitro, veliko širše, kot je konflikt med Izraelom in Hezbolahom. Imamo pa zdaj oblasti, ki si želijo nekako skleniti dogovor, ki bi dolgoročno rešil ta spor z Izraelom, da bi se lahko nekako posvetili notranjim stvarem, in tukaj mislim, da je kompromis med različnimi verskimi, etničnimi skupinami v Libanonu nujen in da je ta verjetno bolj pereč od samih napadov Izraela, ki so zelo grozljivi v tem trenutku, niso pa dolgoročno in strateško pa vendarle ne ogrožajo same stabilnosti Libanona, ki jo pa mogoča državljanska vojna v resnici veliko bolj. Za vse informacije, vse poglede, pojasnila najlepša hvala, Karmen Švegelj. Srečno in uspešno pri delu tudi v prihodnjem.